Lep pozdrav vsem prisotnim gostjem in gostom in sodelujočim. Mednarodni strokovni simpozij Aktiv poteka sedaj drugi dan. Mednarodni strokovni simpozij, katerega častna pokroviteljica je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Tokrat imamo priložnost nekatere vsebine in predavateljice in predavatelje predstaviti tudi javnosti. Javnosti je malo manj, kot bi jo pričakovali, pa vendar ste potem vsi ostali vabljeni k sodelovanju in tudi tisti predstavniki javnosti, ki ste tukaj. Strokovnjaki med drugim predstavljajo modele dobrih praks, dela z različnimi družbenimi skupinami v muzejskem in galerijskem prostoru. Tokratna okrogla miza pa bi moral biti osrednji dogodek za medije, seveda pa so v prvi vrsti bolj kot mediji še pomembni ugledni gostje, ki jih tu lepo pozdravljam oziroma jim izrekam dobrodošlico. Profesor Črtomir Fredrik z oddelka za likovno pedagogiko Ljubljanske pedagoške fakultete, doktorica Darja Kobal-Grum, profesorica z oddelka za psihologijo Ljubljanske filozofske fakultete, potem magistrica Katarina Majerholc, slovenska filozofinja, raziskovalka filozofije čustev, dr. Robi Kroflič, profesor z oddelka za pedagogiko in andragogiko Ljubljanske filozofske fakultete, docentka Klaudija Humelj z Instituta za umetnost v kontekstu Berlinske univerze za umetnosti in doktorica Emily Pringle, vodja izobraževalnih programov Londonske galerije Tate. Toliko na kratko o predavateljicah in predavateljih. Bi pa zdaj prišli kar dalje in prosili zbrane za morda odgovor na nekaj temeljnih vprašanj. Na simpoziju so se zastavljala vprašanja, kje začeti. Začeti je potrebno pri osnovah oziroma šolanju strokovnjakov za delo na področju pedagoškega dela v galerijah in muzejih, pričeti pri specifikah, kakor na primer dostopnost kulturnih dobrin ranljivim skupinam. Na kakšen način je torej potrebno vzpostaviti kooperacije in kakšni so nasveti, kaj lahko ustvarjalci, galerije in muzeji naredijo za družbo oziroma za gledalce in obiskovalce, kako, s kom in za koga, pa bi prosil za odgovore kar tukaj prisotne predavatelje. Mogoče začnemo s tujimi gosti, če smem prositi docentko Klaudijo Humelj, ki poučuje na Institutu za umetnost v kontekstu na Berlinski univerzi za umetnosti, kjer se osredotoča na umetniško delo z družbenimi skupinami, ukvarja se s projekti, ki so na stičišču izobraževanja umetnosti, družbe in vsakdanjega življenja in ki se osredotočajo na neformalen, individualen in družben razvoj. Prosim, torej, doktorica Humelj. Okay. Where to start? I think you started already. You started already. I mean, you founded an association who tries to do something which is seems to me really important. It is to bring together two discourses. The one is the discourse around art and visually impaired people, and the other one is the discourse around gallery education, Kunstvermittlung, art mediation, whatever is the term. And I think bringing these two discourses together is an interesting approach. And on the level of acting, I mean, you do already workshops and a conference, and I think it would be crucial now to find partner institutions and to convince the directors of these institutions that it is an important moment for them, not an addition, but an integral task to work within the field of inclusion and together with art. As a first comment, maybe.
Hvala. Morda nadaljujemo pri docentki, pri doktorici Emily Pringle. Je doktorica likovne umetnosti, vodi izobraževalnih programov in raziskovanja v Londonski univerzitet. V izobrazbi je slikarka, dela kot umetnica, je pa izvajalka različnih programov, svetovalka in raziskovalka v različnih kulturnih okoljih v Združenih kraljestvih in drugod. Prosim, doktorica Pringle. Thank you. Well, I would also agree with what Claudia has just said, which is I think that you are doing all the right things. I think that not only speaking to gallery directors, but also trying to engage as many artists as possible and communicating with them about the value of this type of work and thinking about the artists that we work with on our programs. We will only work with artists who have a really exciting art practice, but who also see that working with groups of people within the gallery in a kind of educational context is not anything less important than their art practice. So these are artists who see real value in working with people in the context of the gallery. And sometimes we get approached by artists who just think that this is a good way of earning some money, and they're not the artists we're interested in working with. But I think there are increasingly artists out there who see that their own practice benefits hugely from working with people in a creative and interesting way, and through that engagement themselves having an opportunity to engage with art in the gallery differently. So that's one thing I'd say, is speak to artists as well as to galleries. The other thing I'd say is to do, which I think you're also doing, which is to look to where this practice exists elsewhere and talk to people. And people love sharing their stories of good practice. So talk to people, get people to tell you what worked and what didn't work in projects that have been going on for 10, if not 20 years. That's kind of what we do all the time. I don't think we start from a position where we think we know everything. We start from a position where we have a lot to learn and love talking to people so that they can tell us about how we can make our practice better. And in my experience, they're generally really happy to do that. Hvala, thank you. Torej, tako kot prvi dve sogovornici, bi tudi ostale prosil, če lahko izhajate iz mogoče kakšnih lastnih izkušenj in če ste lahko tudi tako omejeni, kajti časa nimamo na pretek. Če lahko nadaljujemo tukaj pri magistru Črtomiru Frelihu, ki je izredni profesor za risanje in grafiko na oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, je avtor številnih člankov z področja likovne umetnosti, likovne teorije in likovne pedagogike. V sodelovanju s projektom Aktiv pa v zadnjem času dosega pomembne preboje pri predstavljanju pojmov, kot je na primer perspektiva slepim in slabovidnim prosim. Jaz bi rekel, da moje sodelovanje oziroma, kako bi rekel, moje počutje v tem sodelovanju ne izhaja iz kakšnega znanstvenega vidika, čeprav konec koncev bi lahko izhajal tudi iz likovne teorije kot znanosti o likovnem jeziku. Jaz sem tu pristopil k problemom, ki so mi jih predstavili na popolnoma kreativen način in to delo niti ne pojmujem toliko kot pedagoško delo, kot pa prav avtorsko-kreativno v tem smislu, da sem sebi poskušal pojasniti posamezne pojme, dokamor se je le dalo. Te pojme sem poznal, moral sem jih poznati in sem jih razvijal in spoznaval z različnih zornih kotov, saj sem jih moral kar par let predavati študentom prvega letnika pri risanju, torej govorimo o perspektivi.
Sedaj pa, ko je šlo za ta prevod, da v perspektivo vključimo posebno okoliščino, ki bi rekli slepota, ne, so se pa odprla nova vprašanja in tudi meni se je izkazalo, da stvari, za katere sem jih mislil, da jih poznam dobro, ne poznam tako dobro. Tako da pravzaprav to je zame bil, kot se danes reče, avtorski izziv. Hvala lepa. Nadaljujemo morda pri doktorici Darji Kobal-Grum, doktorici psiholoških znanosti, profesorici za občo psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Glavno področje njenega znanstveno-raziskovalnega dela je obča psihologija s poudarkom na psihologiji osebnosti in samopodobe. Sicer pa preučuje tudi problematiko enakih možnosti in inkluzije slepih otrok. Prosim. Ja, hvala lepa. Pravzaprav debat bi bilo kar veliko, ne. Jaz moram reči, da sem bila zelo vesela, da so vsi pač organizatorji tega simpozija Aktiv privabili tudi psihologijo zraven, ne, ker psihologija je nekaj zelo pomembnega, tudi ko govorimo o umetnosti, o galerijski umetnosti in tako naprej. Kolegica Emily me je prej vprašala, če sodelujem tudi z muzeji in tako naprej in sem ostala kar brez besed, pravzaprav. In moj odgovor je bil ne. Potem sem se pa nekako tako, niso me še povabili, tako nekako v tem smislu, ampak v tem kontekstu pravzaprav, da je to pravzaprav en tak lep začetek, se mi zdi, tudi s tem simpozijem povezovanja različnih disciplin in mislim, da psihologija ima lahko kar precej zapovedati, ne, tudi pri nekem snovanju nekih recimo delavnic umetniških in tako naprej. Kar osebno bi si pa sama želela, je pa poudarek na vzgoji in izobraževanju za likovno umetnost, za umetnost pri otrocih v smislu nekih delavnic, poletnih kempov in tako naprej, zlasti, ko gre za določene hendikepe, ne. Hvala. Ostajamo še malo na Filozofski fakulteti. Dr. Robi Kroflič je profesor za občo pedagogiko in teorijo vzgoje na oddelku za pedagogiko in pedagogiko Ljubljanske filozofske fakultete, prejemnik velikega priznanja Filozofske fakultete za dosežke na znanstvenem in strokovnem področju in državne nagrade za izjemne dosežke na področju visokega šolstva. Tokrat poprosim za odgovore na ta podobna vprašanja. Ja, tisto, kar se meni zdi pomembno v samem projektu Aktiv, se nekako sklada s tem, kar je že kolega Črt-Frlih začel. Namreč, jaz imam nekaj izkušenj z temu praktičnim uvajanjem umetniških dejavnosti v malo bolj neobičajni, na malo bolj neobičajen način, se pravi bolj v tem smislu, da se otrokom približa umetnost, ne da jih učimo o pač tem, kako to početi. In seveda, če to želiš narediti, ne, se strinjam z predgovornicama, je to možno na en sam način, ne, da vzpostaviš stik z pristno umetnino, se pravi prostori, kjer te umetnine obstajajo in pa seveda tudi z umetniki. Ne. Mi smo praviloma pravzaprav kombinirali oba pristopa. Ne. Praviloma je šlo seveda za iskanje nekih spodbud za otroke, da jih je stvar sploh začela zanimati. Ne? In na drugi strani seveda potem za stik z umetnostjo, tako pravzaprav v smislu opazovanja teh umetniških praks, kot tudi seveda potem razvijanja orodja za lastno izražanje. Ne? Ampak tisto, kar želim povedati, je, da pravzaprav recimo izkušenj literature, ki bi govorila o tem, o takšnem pristopu, je izjemno malo. V Sloveniji pa skoraj da upam reči, da je praktično ni. Ne. Zato pravzaprav je osnoven princip, ko začneš s takim delom, da si priznaš, da se moraš ti pravzaprav nekaj naučiti same situacije. Da ne moraš nikoli predvideti pravzaprav, kaj je tisto, kar bo otroka zares zagrablo, kdaj bo prišlo do nekega premika. Ne. In tu bi potrdil pravzaprav idejo kolegice Emily, da so umetniki
ne, če so v stiku z pravzaprav odjemalcem, ne, da imajo pravzaprav doskrat zelo dober občutek, da te procese na ustrezen način sprožijo. Ne. Zato je to tako pomembno. Zdaj presežek seveda tega združenja Aktiv je, in ker jaz vidim izjemno veliko vrednost, je, da vključuje relativno veliko skupino zainteresirane skupine, to so slepi in slabovidni. Ne. Mogoče se včasih zdi, ko spomladansko sem se oglašal, da hočem negirati neke prakse ali karkoli nasprotno, hočem se naučiti. Jaz nisem slep, sem rahlo slaboviden, ampak to ne šteje. Ne. Ampak jaz ne morem govoriti v imenu nekoga, ki pravzaprav vstopa izkustveno v svet, v stik z umetnino po čisto drugačnih kanalih. Ne. In če lahko jaz kaj pomagam, se moram najprej jaz pravzaprav tudi nekaj naučiti, si razjasniti pojme, videti pravzaprav, kaj deluje, kje so težave, ne, pride do čim bolj jasnih konceptov. Ne. Ker če želimo narediti neko bazo za izobraževanje, bo to potrebno pravzaprav na eni strani konceptualizirati, ne, ustvariti pravzaprav neke teoretske razlage, neke modele in zbirati primere dobre prakse. In to se mi zdi, da je neka kombinacija, ki jo takšen recimo projekt, kot je Aktiv, lahko zelo uspešno opravi. Vsaj začetek. Upajmo pa, da bo denar še za kaj več. Ne? Hvala, dr. Krofliču, za tole razmišljamo. Še za eno razmišljanje bi prosili magistrico Katarino Majerholt, slovensko filozofinjo, ki se ukvarja s filozofijo čustev, zlasti s filozofijo ljubezni, veselja in sreče. Je pa tudi kulturnica, avtorica scenarijev za dokumentarne in igrane filme, pa tudi članica uredništev številnih znanstvenih revij. No, pravzaprav se tudi jaz delno ukvarjam z umetnostjo. In ko govorimo o tem izobraževanju in sodelovanju, ne, smo mi leta 2013, kot že omenjeno, naredili pravzaprav umetniško razstavo oziroma bolje inštalacijo. V tem timu smo bili pač dva slikarja, sta bila slikarka in slikar, ena filozofinja in en gledališki režiser. In tisto, kar smo mi naredili, ne, v bistvu smo pravzaprav naredili tako veliko sliko, ki smo jo razrezali na 64 delov vsakega in smo to poslali v bistvu kot vabilo pač ostalim in jih povabili, ko so prišli na razstavo, da vsak prinese, pač osebno smo se odločili, koliko delov bo vsak dobil od teh, ki smo jih povabili, in smo pač jih povabili na otvoritev razstave in smo rekli, no, zdaj pa mi želimo od vas, da aktivno participirate in na novo postavite te slike. Edino, kar smo jim dali, so bile take mreže zarisane, kjer je lahko vsak od udeležencev oziroma pač obiskovalcev te razstave dal gor pač svoj del. In na koncu smo dobili neko pravzaprav nove slike. To se meni zdel en tak zanimiv, s tem pa, da smo pač poslali še neko tako, ko bi rekla, čisto kratko predstavitev pa navodila, pravzaprav kako naj se odzivajo. Ne? Ampak vse ostalo je bilo pa del njihove kreativne, imaginativne in tako naprej. Tisto, kar sem hotela pač povedati, je to, da sem hotela odgovoriti profesor Krofliču, da v Sloveniji pač obstajamo tudi že filozofi in umetniki, ki poskušamo v bistvu povabiti ostale k sodelovanju na umetniških v bistvu razstavah in se o tem tudi nekaj poučiti in pogovarjati. Potem smo se pač tudi pogovarjali in malo razpravljali, spremljali smo odzive obiskovalcev, kako so oni to dojeli, kako sploh dojemajo umetnino, kako je vidijo, kako nas vidijo in tako naprej. Tako da to je bilo za nas vse, ko bi rekla, izziv in hkrati v bistvu poučno in izobraževalno in izjemalno, bi rekel človek. Ne? Tako da, kar se tiče glede Aktiva, je pa tudi tako, da moram povedati, da tudi moj dedek se je recimo ukvarjal z gluhimi in sem vedno nekako čutila nek svoj izziv, da bi lahko pomagala tudi pač ostalim skupinam in glede na to, da imam sama toliko veliko oziroma različnih izkušenj z umetnostjo in tudi z drugostjo in s čustvi, se mi zdi to en tak lep način, kako nekomu se od nekoga, ki je
tako kot jaz, na nek način malo drugačen, v bistvu nekaj naučiti, nekaj skupaj narediti in oplemenititi to v bistvu. Zato se mi zdi zelo vredno, pač, da sem del tega aktiva in sodelujem. Hvala, ministrica Meyerhold. Zdaj pa, če imajo organizatorji morda kakšno vprašanje in kakšno besedo, sicer pa bi dali besedo ostalim tukaj. Predavatelji so imeli kratko odmerjen čas, pa tudi ostale prosimo, da niste predolgi, če se da. Ja, pravzaprav imam jaz eno vprašanje, v bistvu zanima me mnenje strokovnjakov, ki ste tukaj zbrani, tako domačih kot tudi tujih, če imajo kakšne izkušnje s podobnimi projekti. Namreč včeraj je bilo v pozdravljenem nagovoru rečeno nekaj v novem projektu, ki se zdaj vzpostavlja, klubu ljubiteljev umetnosti Asistenca, pa morda za tiste, ki včeraj še ni bilo z nami, bi Katja Subec malo vrisala ta klub. Kot stranski produkt projekta Sodelujem je nastala v bistvu ideja oziroma potreba po asistenci in spremljanju oseb s posebnimi potrebami v kulturni inštituciji. Začeli smo vzpostavljati tako imenovani klub ljubiteljev umetnosti Asistenca, ki bi spodbujal ljudi k prostovoljnemu spremljanju oseb s posebnimi potrebami, ustanove in inštitucije, ki v narekovaji varujejo te osebe s posebnimi potrebami oziroma s posebnimi okoliščinami, pa bi posredovala informacije vseh tistih, ki želijo recimo na balet ali pa na gledališko predstavo ali na razstavo. Nimamo izkušenj ali informacij, da se to že kje dogaja. Sočasno pa hočemo s tem tudi upozoriti, da dostopnost ni samo vprašanje neke arhitekturne in fizične rešitve, ki se v Sloveniji močno spodbuja, ampak mogoče samo po nekem vzajemnem sodelovanju in pomoči družbe nasploh. Ne spodbujamo k prostovoljstvu v smislu brezplačnega dela, ki je spet v Sloveniji res presegel, bom rekla, spet neokusne razsežnosti, ampak skušamo tudi spodbuditi kulturne inštitucije, da vsem tem spremljevalcem omogočijo zastonj pogled. Spet nekaj, kar ni praksa, ni nujno praksa pri nas. Pa me zanima, mogoče se gospodinjenje Klaudij mogoče vprašam, a poznate kakšne take primere? Čist spodbujanje. Na Češkem pa imajo, to je Jana je sporočila, da na Češkem imajo vsi spremljevalce. Mogoče še samo ne to omenim, da v Sloveniji recimo so osebe s posebnimi potrebami oziroma slepi in slabovidni upravičeni do 9 ur ali 9 ur ali 9 dni spremstva mesečno. Pomeni, da je verjetno obisk kulturnega dogodka nekaj zadnjega, kar bodo naredili. Sounds great. No idea. But maybe. Yeah. Okay. I can't talk about theatre, I'm afraid. I don't know anything about theatre. The galleries that I'm aware of in the UK to offer opportunities for disabled visitors in various forms. So, for instance, galleries will offer things such as we do, like touch tours or British Sign Language tours. So we're not the only gallery that does that. And as I understand it, you can, as you can with Tate, you as a disabled or sight impaired, for example, individual can just ring the gallery and book a touch tour. So these things do happen. The way we work is more to work with community organisations. So there'll be a community. So, for instance, if you were based in the UK,
you could contact us as a gallery and say, we're an organisation, the Club of Art Lovers, we want to come, and we would then organise something for the members. And I don't think we're the only gallery that does that. That's something that does happen within the UK. Yeah. Morda še kakšno vprašanje s strani udeležencev tukaj med občinstvom? Ja, skozi vsa ta 2 dneva v bistvu se vrtimo okrog enega bistva, in to je na kakšen način približati umetnost oziroma umetniška dela, ki se nahaja v galerijah in muzejih, v našem primeru slepim in slabovidnim, sicer pa nasplošno vsem ranljivim skupinam. Za to približevanje umetniških del pa je potrebna so potrebni določeni pedagoški postopki. Pa mene zanima, kje je meja med izvajanjem teh prilagoditev oziroma teh pedagoških postopkov in že v posegu v avtorsko delo. In pa, če avtor, recimo, da govorimo o sodobni umetnosti in da je avtor še živeč, ukoliko se avtor začne zavedati, da recimo njegova dela v galeriji si ogledujejo tudi slepe, slabovidne osebe, ali to vpliva, v kolikšni meri mislite, da to lahko vpliva na njegovo nadaljno umetniško razvijanje in ali je to pozitivno, ali v bistvu je to negativno in dejansko posega v to njegovo umetniško svobodo. Prosim, kdo od predavateljev bi morda začel? Umetniki smo taki, da bi dali vse, če bi se kdo z nami ukvarjal. Smo prav ponosni, če lahko svojo biografijo napišemo, da nam je bilo kakšno delo ukradeno. Kaj šele to, da se je kdo za nas posebej zanimal. Tako da jaz mislim, da spodbude kakršnekoli vrste že, zanimanje kakršnekoli vrste že so vedno vodi v spodbuden odnos. Ko pa ravno z pedagoške fakultete prihajam morda samo 2 kratki informaciji, da pri nas en oddelek surdo-logopedagogike že obstaja. Ker se pa tiče muzejske pedagogike, pa mislim, da je bil pred kratkim akreditiran en program 2-letnega specialističnega študija, ki je namenjen muzejski pedagogiki vseh tipov muzejev, od naravoslovnih do umetniških in drugih. Kako pa vključevati ta znanja v pedagogiko? Sem pa na tem simpoziju dobil preblisk. Preprosto, ja, ena od nalog študentom bi lahko bila, da je pomislila na še koga, ki je rahlo drugačen, kot so sami. Na osnovno vprašanje pa ja, če se kdo zanima za tvoje delo, je to spodbuda. Hvala, profesor Foreli. Bi še kdo kaj dodal na to temo? Aha. Hvala. Jaz bi se navezala neposredno na ta komentar gospoda Felika. Namreč tudi sama sem umetnica, Marija Mojca Pungarčar, in lani mi je bila ukradena kar cela razstava. Tako da ni bil to, ja, hvala, ampak hočem reči, da to ni vzpodbuda bila in tudi sama bi naredila marsikaj, da do tega ne bi prišlo. Mogoče v današnjih časih pa ni več tako fajn, da si tvoje delo interaktivno tudi na tak način, da vzpodbuja take vrste reakcije in nisem pa hotela o tem govoriti. V bistvu bolj o tem, da sem imela en tak primer v svoji preteklosti, ko se je muzejska stroka povezala z mano, zato da smo lahko prilagodili eno vsebino iz mojega projekta tudi v namen pedagoške delavnice in mi je ostal v spominu. Jaz leta 1997 sem oblekla serijo spomenikov v javnem prostoru. To je bilo subverzivno umetniško dejanje, nisem uspela pridobiti dovoljenj, vseeno sem akcijo izvedla.
Čez nekaj let se je Moderna galerija odločila, da na eno muzejsko delavnico povabijo tudi mene in s tem, da bi oblekli spomenike, tokrat bolj javno, ki so tam v okolici Moderne galerije. To je bil ta park, ki se razteza do MGLC-ja, mogoče 15 javnih plastik tam stoji. Mi smo se z otroci spravili na delo, bila je zelo vesela, zabavna delavnica. Oblekali smo po svojih zmožnostih, kar smo naredili v enem dopoldnevu. Potem se je pojavil en gospod, ki je hotel nad nas najprej poklicati policijo, in se predstavil kot avtor tistega spomenika in povedal, da njegovo plastiko skrunijo že desetletja ali leta na vse mogoče načine, ne obrezujejo žive oziroma gromovijo okrog. On sam vsako soboto pride na obhod, pokosi travo in poskrbi, da je okolica te javne plastike urejena, odstrani morebitne posledice vandalizma, kot so spreji in tako naprej. Skratka, slučajno na tem obhodu naletel še na en primer vandalizma na delu, to se pravi skupino otrok z mano. Otroci sicer niso čisto nič razumeli, jaz sem mu pa poskušala, jaz so bili pravzaprav zaprepadeni in so nekateri skorjokali, ki je hotel tisto dol potegniti. Jaz sem pa vseeno potem poskušala razložiti in mu tudi uspela razložiti, zakaj gre, tako da na koncu se je zahvalil, da smo se spravili nad njegov kip in nam zaželel še več podobnih akcij. No, sem toliko za ilustracijo, mogoče, da ne bomo čist oprazni, da ne bomo vedeli, s čem imamo opravka, ko govorimo o takih ali drugačnih prijemih. Hvala za to zgodbo. Če ima kdo še kakšen komentar na to, samo bi prosil za malo krajše komentarje, kajti čas se pravzaprav izteka. Hvala. Za svoje vprašanje postavil mogoče tujim predavateljicam, pa tudi domačim. Ena od aktivnosti, pa vsaj tudi jaz osebno, sem zaključno, ko se tiče teh pojmov, ki smo jih osvojili prej profesor Frejlihu in vseh ostalih aktivnosti, pa to, kar dela naša skupina, je tudi to, da spodbujamo zaposlovanje srednjega politika. In zdaj me zanima mogoče to, kakšen je vaš pogled v tujini, mogoče Emily, koliko slepih slabovidnih je recimo zaposlenih v galerijah, v pedagoških, recimo določenih inštitutih ali recimo umetniških določenih organizacijah in da sodelujo dejansko pri procesu ali nastajanja umetnosti ali pri podajanju vsebin ali kako drugače, kako drugi tudi ostali vidite in kakšen je ta pomen oziroma bogatitev. That's a very good question. I can't give you the statistics off the top of my head. I know we keep statistics on how many disabled employees we have. We're obliged to by law because it's part of equal opportunities. Equally, when we are recruiting people, it's against the law to discriminate against somebody because of a disability. That's not to say that it necessarily makes it particularly easy for someone who's visually impaired to, or hearing impaired or disabled to work in the gallery. I think it's something that we are committed to as an organisation. I can only really speak for my organisation. I can't speak for organisations broadly. But as I say, I can tell you what we have to do by law, and that makes a really big difference because if it's, if we're breaking the law by not doing that, it's quite a good motivation for an institution to do that. So that doesn't really answer your question, but I'm not sure I can answer your question. Če drug lahko odgovori, mogoče gospa Kohn. Imamo še eno vprašanje. Prosim bi pa res za kratko, ker se bojim, da bomo malo presegli čas. No, I have an answer. A small answer.
I'm not well informed about the law in Germany, but I'm unsure if there is any law who is saying that you have a certain percentage for visually impaired people. But in my experience, I have to mention that it was due to the initiative of artists that the collaboration with visually impaired people occurred in the field, for example, for the Berlin Biennial. So it was the cooperation between Gallery Education and the initiative of artists, Jovana Komnenic, who is here today as well, that there was the occasion to work together in a collaborative project between visually impaired people and artists in the realm of gallery education. And, well, still in the precare realm of freelance, but at least as professionals in the field. Hvala, imamo pa še eno vprašanje, če prav razumem. Jovana Komnenič je tukaj z nami in je prosila za besedo, tako da predaj mikrofon. Yes. Well, I can give a couple of comments to this question of Marco and one before about personal assistance too, and being employed for I work together with some colleagues who are visually impaired or blind in Berlin in the field of art education, and their labor situation is pretty uncertain. It's not that in art education there are many places where you're employed as art educator in museums. Most of the people are freelance and do it in that way, so it makes it even harder for visually impaired and blind people to find their way in this jungle of freelance precarious working. And for what I know or how I find my ways is through own initiative, through proposing ideas and concepts to institutions and other colleagues, and mostly this is how we find our ways, as Emily previously said, by connecting and proposing and asking, informing about what the other people are doing. And yes, about the personal assistance, a colleague of mine who is professional art educator and blind person, she applied for one official stately organized office in Berlin for personal assistance, and they said after weeks or even months of paperwork that they cannot provide personal assistance to a blind person. What assistance they can have are people from who are unemployed. They get social help, I don't know the word in English, from the state, and they are able and sometimes obliged to do some small jobs, and some of these are assistance to blind people, but more in the sense of accompanying from this point to another through public transportation, and sometimes it's easier, sometimes harder with these persons from the means of their awareness of what are needs of these people, how to walk together on the street, how to enter the public transportation, and so on. So sometimes it's even that hard. Yes. Morda
kakšen komentar na to nadaljevanje tega tematskega sklopa, potem pa morda samo še eno vprašanje. Strani predavateljev. Jaz bi imela en komentar. Lenka Puh, jaz sem, ko se reče temu, dijakinja oziroma udeleženka prve generacije, ki se imenovala Sodelujem. Tudi v tej generaciji v aktivu imamo iz našega podjetja predstavnika in bom povedala, da smo se mi tega logično lotili podjetniško in tržno. Pripravili smo v bistvu standard, po katerem bomo na nek način ocenjevali javne inštitucije v smislu ne samo dostopnosti, to, kar zakon veleva, ampak v bistvu z te imena še nismo sicer pa določili, z te vključenosti. Se pravi, na podoben način, kot dela turizem že pri teh stvareh, ta družbeno odgovoren turizem, družbeno odgovorna kultura, sicer je malo se hecen slišim, ampak na nek način bomo z temi konkretnimi predlogi in s ponudbo sodelavci, ki so dal čez določeno rehabilitacijo, se pravi, da ne bo mogla inštitucija reči, tazga kadra enostavno ni, ker tukaj v bistvu ta problem v bistvu znanja, izkušenosti, interesa, se pravi, ti pa, če bi zdaj mi dali, da morajo kulturne inštitucije obvezno zaposlovati invalide in ne smejo plačevati v sklad, kar v Sloveniji imamo, se pravi, če nimaš kvote, lahko plačaš v sklad. Seveda država ne more reči, obvezno morate zaposliti, ne smete plačati, kar bi lahko naredila, če bi bil že trg delovne sile večkrat bolj razvit na področju teh gluhih, slepih, zaradi izobrazb in potreb, ki jih te inštitucije imajo. Se pravi, ki treba pač tudi mogoče tukaj še nekaj korakov pa narediti, seveda, je tukaj s tem standardom, ki ga bomo vzpostavili, nekako bomo naredili to nekaj bolj tržno pa zanimivo. Po drugi strani smo pa tudi kot zadruga pa razvojna zdaj v dveh projektih s tem muzejem, kjer bomo že v štartu pri razvojnem projektu poskusili določiti, da je to standard, da tam je zaposlena oseba, ki je gluha in slepa. V smislu kakovosti, ponudbe, v smislu ne kvotnega sistema zaposlovanja invalidov, ki pač obstaja za vse podjetja in inštitucije, ampak v smislu te dostopnosti. Tako da ne bo več dostopnost samo taka, kot je trenutno zakonom. Tako da jaz mislim, da iz teh dveh generacij, pa še bo tretja, upam, bi se dal nekako ta gibanje res v bistvu spraviti čisto konkretno prakso. Hvala za komentar. Čeprav razumem, smo že malo presegli čas, pa ne vem, lahko še s kakšno stvar nadaljujemo. Težko najbrž, ne? Morda, če ima kdo od predavateljev, še kakšen komentar ali kakšno razmišljanje. Morda, če želi še nihče od organizatorjev, torej simpozij je obsežen in se še nadaljuje, pa tudi treba je pustiti še kakšno minuto za kakšen kozarec vode in skodelico kave, tako da se v imenu organizatorjev vsem sodelujočim in na obeh straneh zahvaljujem za sodelovanje, pa želim še naprej uspešno delo in uspešno sodelovanje še naprej tudi na simpoziju. Hvala vsem.